Rakete, ognjemeti in podobni izdelki s pretežno svetlobnimi učinki so lahko na prodaju vse leto. Zakon pa določa, da se eksplozivna sredstva z manjšim pokom lahko prodajajo med 19. in 31. decembrom, uporabljajo pa med 26. decembrom in 2. januarjem. Drugače je za tista z močnejšim pokom. Ta klasična petarda, mladostniki jo radi imenujejo piratka, sodi v drugo kategorijo, v katerih namen je pok, je enostavno prepovedana nabava in pa posest, tako da tega enostavno na tržišču ne sme biti. O čem največ sprašujejo? Po petardah, čeprav so prepovedane. Policijska statistika kaže, da je bila lani zasežena le petina različnih pirotehničnih izdelkov v primerjavi z letom poprej. Manj je bilo tudi kršitev zakona, k sreči je tudi manj težjih ran pri ravnanju s pirotehniko. Najpogosteje so prizadete roke, potem pa seveda tudi drugi organi, oči in sluh. Močnejše poškodbe opažamo v zadnjih letih s strani pirotehničnih sredstev, ki jih ljudje izdelujejo sami na domu. Zato predvsem starejše osnovnošolce decembra po vsej državi opozarjajo na odgovorno uporabo teh izdelkov, še posebej ob igri. Ker ravno igra je tista, ko hočejo nekaj več od klasične uporabe in jih potem povežejo nekaj skupaj in pride do večjega učinka. Sicer pa so globe za kršitve od 400 do 1200 evrov, vendar ne odtehtajo morebitnih telesnih posledic napačne uporabe ali zlorabe pirotehnike.